Lepo pozdravljeni v novicah tedna. Družinsko podjetje Elves iz Višnje Gore letos obeležuje 25-letnico delovanja. V sklopu dvodnevnega obiska vlade v osrednjoslovenski regiji je premier Miro Cerar obiskal to uspešno izvozno usmerjeno podjetje. Elves je proizvajalec specializiranih izdelkov predvsem za avtomobilsko, pa tudi elektro- in strojno industrijo ter industrijo bele tehnike. V 25 letih obstoja beležijo konstantno rast in tehnološki razvoj, kar je pogoj za zagotavljanje konkurenčnosti na zahtevnem globalnem trgu. Predsedniku vlade so pokazali proizvodnjo in ga seznanili z nekaterimi ključnimi izdelki. Družinsko podjetje Elves je primer odlične prakse. Družinsko podjetje, ki uspeva ohraniti tisto najboljše, bi rekel, kar Slovenija potrebuje. Skratka, izvozno naravnano, izredno, bi rekel, dobro organizirano, vodeno. Družinska podjetja so pomemben dejavnik v procesu razvoja in pošiljajo pozitiven signal v fazi gospodarskega preboja, ki ga pri nas v danih okoliščinah še kako potrebujemo, je posebej za našo televizijo dodal premier. Smo veseli, da nas je obiskal predsednik vlade, že zato, da dejansko vidijo, bomo rekli, en vtis iz industrije, iz proizvodne, da lahko približamo naš proces dela, mogoče malo vtisi in tudi pokažemo, kam dejansko se naši izdelki tudi, bomo rekli, ugrajujejo. Elves je namreč strateški dobavitelj za avtomobilsko industrijo. Panoga okreva, pravi prva dama podjetja, kar potrjujejo tudi lani dosežene številke. Mi smo v lanskem letu 2015 imeli 26% rast. Zaposlili so tudi 30 novih delavcev, trenutno jih zaposlujejo 160. V zadnjih 15 letih beležijo skokovito rast prihodkov, od začetnih 2 do 16 milijonov evrov v minulem letu. Občine v Posavski regiji so skupaj s hrvaškimi že iskale povezave v skupnih projektih, sofinanciranimi z evropskimi sredstvi. Zdaj so na pobudo brežiške občine z Zagrebško županijo podpisale sporazum o še tesnejšem sodelovanju v projektih Interreg, so sporočili na delovnem srečanju v Posavskem muzeju. Poleg Save, Posavje in Zagrebško županijo povezujejo tudi izobraževanje, gospodarstvo, sadjarstvo in vinogradništvo, zato brežiški župan Ivan Molan verjame, da bo mednarodno sodelovanje priložnost za uspešno pridobivanje evropskih sredstev za projekte, ki bodo občanom omogočili višjo kakovost bivanja. V tem trenutku smo si dali nalogo, da bomo raziskali vse možnosti na vseh področjih, tudi gospodarskim, in potem kasneje bomo videli, kje bojo najboljše priložnosti in pa kje bojo projekti, ki bojo najbolj kompatibilni z nami in pa seveda, ki bojo prinašali največje dodano vrednost. Več projektov smo tudi v občini Sevnica izvedli v obliki čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška IPA, vendar smo se pogovarjali, dogovarjali in tudi izvajali na nižjem nivoju, na ravni občin, razvojnih agencij. Danes pa je ta pogovor stekel na višji ravni, na ravni županije, sveta regije, slovenske strani. Eden od skupnih projektov Zagreba in občine Krško je bila Lectarska pot. In zato se nam je zdela, glede na izkušnje z preteklosti, Zagrebška županija tista prava, katero je pravzaprav najbolj realno računati, da bodo uspeli tudi kakšni projekti, ki bodo potem omogočili skupno črpanje evropskega denarja. Operativne skupine že delajo na projektih, pripravljamo se na jesenske razpise. Podpis dogovora naj bi bil 15. julija. Trenutno se na projektu urejanja vrtov pripravljajo šole v obmejnem pasu. Ne moramo zaboraviti, da je pola županije, pola zapadnog dijela rođeno u Brežicama. Znači, to su ljudi koji imaju izuzetno dobre odnose sa ovim ljudima na ovom području i to je, bez obzira na granicu, bez obzira na žicu, to nam stvarno ništa ne predstavlja. Slovenija in Hrvaška naj bi v Interreg projektih pozneje iskali skupne poti tudi z Bosno in Srbijo. Krajani krajevne skupnosti Stari Trg ob Kolpi, nezadovoljni z delovanjem javnega zavoda Krajinski park Kolpa, so že leta 2012 zbrali podpise in ustanovili iniciativni odbor za izstop iz Krajinskega parka. Seznanili so se z njihovimi opažanji in predlogi za izstop tudi črnomaljski občinski svetniki. Pričakovanja so bila velika, rezultati pa so porazni. Stari Trg ni dobil skoraj nič. Večina denarja gre v krajevno skupnost Adlešiči, je na seji razlagal Matija Koce, predstavnik iniciativnega odbora in član sveta javnega zavoda Krajinski park Kolpa. Mislim, da bomo veliko bolj delali izven parka,
ker se ne bomo na nikogar ozirali oziroma ne bomo od nikogar nič pričakovali. Vršilec dolžnosti direktorja Krajinskega parka in občinski svetnik Boris Grabrijan pa pravi: Verjetno mi v vseh krajevnih skupnostih pač premalo naredimo, če tako rečem. Lahko bi in radi bi veliko več in lahko bi verjetno veliko več, če bi za to imeli možnosti. Zagotovo pa ne gre za nikakršno diskriminacijo zgolj ene krajevne skupnosti, pa upam, da bomo vendarle razvili dialog, zopet nazaj pa nadaljevali. Občinski svetniki niso podprli izstopa krajevne skupnosti Stari trg iz Krajinskega parka in tudi županja pravi: Se mi zdi prav, da je to kot celota Krajinski park Kolpa, hkrati pa tudi jaz kot županja ocenjujem, da bi moglo biti več sodelovanja na terenu in tudi videti določeni napredek. Ker krajani Starega trga in tudi nekaterih drugih krajevnih skupnosti imajo občutek, da se vse preveč koncentrira na eni lokaciji. Županja verjame, da bodo s pogovorom ali mediacijo, ki jo predlaga Grabrijan, našli skupni jezik in popravili odnose. A glede na veliko in več let trajajoče nezaupanje ter nezadovoljstvo krajanov bo to očitno težko. Predvsem pa gre za to, da se počaka na to, da se imenuje direktor z mandatom, ki bo seveda imel kakšno pooblastilo, bom rekel, tudi neko razvojno vizijo predstaviti in se kaj dogovarjati in kaj obljubiti, ne, na vse zadnje. Ta trenutek to žal ni mogoče. S to vodstvom in pa s to podporo ministrstva temu vodstvu ne bo mogoče. Še večji odpor bo. Je prepričan Koce, ki ocenjuje gospodarjenje Krajinskega parka Kolpa kot problematično, njegovo vodstvo pa samovoljno. V Novomeškem razvojno-izobraževalnem centru v sodelovanju z območno službo Zavoda za zaposlovanje so gostili 3-dnevni regijski festival Zate, znanje aktivirate. Letos je sodelovalo 23 organizacij, ki se na regionalni in nacionalni ravni ukvarjajo z izobraževanjem in zaposlovanjem. Na delavnicah in posvetih se usmerjajo v krepitev kompetenc za večjo konkurenčnost na trgu dela, vzpodbujanje mobilnosti in drugih oblik zaposlitev. V okviru festivala ponujamo 60 različnih dogodkov, predvsem delavnic, v katerih je možno nadgraditi svoje znanje, pridobiti novo znanje, nove kompetence in predvsem izkušnjo, kako se čim bolje plasirati na trgu dela. Ključno je, da imajo naši brezposelni znanja, veščine in samo na tak način mi damo podporo, da potem lahko konkurirajo na trgu dela. Na festivalu pričakujejo med 800 in 900 obiskovalcev. Do zdaj je na festivalu sodelovalo 172 različnih organizacij, torej na preteklih 4. Izvedli smo 290 dogodkov in zabeležili skoraj 5400 obiskovalcev, od tega je bilo 80% brezposelnih, 10% zaposlenih. V četrtek bodo zanimivi hitri izmenki z delodajalci. To je v bistvu možnost, da se brezposelne osebe v kratkem času lahko predstavijo večjim delodajalcem. Za delodajalce je pa ravno tako učinkovito, da lahko v kratkem času opravijo razgovor z večjim številom brezposelnih oseb. In izločijo tiste, ki jih najbolj pritegnejo za morebitno zaposlitev. Sicer se delodajalci in izobraževalne organizacije iz regije predstavljajo ves čas festivala. Na posvetu pa se bodo ukvarjali z vprašanjem, zakaj njihovo podjetje zapuščajo tudi najboljši sodelavci. Ob ustanovitvi občine Mokrovno-Trebelno je bilo 20 vaških vodovodov, ki jih je uporabljalo kar 1275 prebivalcev, kar je predstavljalo slabo polovico občanov. Danes imajo še 6 večjih in 9 manjših vaških vodovodov. V 10 letih samostojne občine so tako na javni vodovodni sistem priključili 5 vaških vodovodov, zadnjega letos v Čužni vasi, ki ga uporablja 60 prebivalcev. Lastnica vodovoda je zdaj postala občina, upravljala pa ga bo Trebanjska komunala. Ostanejo nam jih pa še 9 vaških sistemov, kjer je pa na posameznem vaškem sistemu manj kot 50 uporabnikov oziroma prebivalcev in ti pa seveda tudi ti upravljajo in so sami lastniki. Občina je za povezovalni vod v Čužni vasi odštela 15 tisočakov. Težava vaških vodovodov je sicer pogosta oporečnost vode. Morajo pač ljudje, saj analize tako pokažejo, da je pač potrebno prekuhavati vodo. Zdaj, tisti, ki uporabljajo večno, pravijo, da pretiravamo mi in pa seveda tisti, ki analize upravljajo.
Sicer pa gredo v Mokronogu k koncu dela v križišču državnih cest, ki bi jih morali končati konec aprila, vendar so zaradi 21 deževnih dni v obdobju del na prošnjo izvajalca sklenili aneks o podaljšanju del do konca maja. Ta projekt je vreden 1 121 000, to je pogodbena vrednost del. Od tega država krije 60%, občina Mokronog Trebelno pa 40%. Maver upa, da bodo križišče predali namenu v drugi polovici junija. V Sloveniji, kjer zaradi bližine krajev večino voženj opravimo na sorazmerno kratkih razdaljah, so pogoji za razvoj e-mobilnosti zelo ugodni, so ugotavljali udeleženci 8. posveta sekcije za okolje in energijo pri Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine. Na Otočcu so govorili o trajnostnem razvoju in uporabi električnih vozil. Promet je krivec za približno tretjino celotne končne porabe energije v državah članicah EU-ja in več kot petino izpustov toplogrednih plinov. Prav tako povzroča veliko onesnaženost zraka v mestih. Zato je ključna e-mobilnost, ki temelji na zeleni energiji in zmanjševanju izpustov trdih delcev v prometu, so poudarili na posvetu. Imamo že v Sloveniji na cestnem križu na vsakih 50 km tako imenovano hitro polnilnico. Kar nekaj oziroma kar veliko je že teh polnilnic tudi pred podjetji, predvsem velikimi gospodarskimi družbami in pa javnimi podjetji. Med drugim v novomeški Komunali. Ledino na področju električnih vozil pri nas so sicer zaorali v Renault Nissanu Slovenija. V zadnjih 2 letih tu vidimo zelo velik, hiter razvoj. Recimo v letošnjem letu so se subvencije za električna vozila zelo povišale v primerjavi s preteklostjo. Dobili smo pokrit avtocestni križ. Velika mesta pa obljubljajo razvoj javne polnilne infrastrukture. Za posodobitev voznih parkov z električnimi vozili se zanimajo in že odločajo tudi podjetja. Treba je vedeti, da Pošta Slovenije pravzaprav poseduje vozni park za več kot 1000 vozil in danes, predvsem na delu enoslednih vozil, že posedujemo približno 10%, se pravi približno nekaj manj kot 100 vozil je že na električni pogon. Na področju e-mobilnosti so s svojimi raziskavami baterij zelo dejavni na Kemijskem inštitutu Slovenije. Mi razvijamo nove koncepte, mi na različnih principih smo pokazali, da je to možno, potem pa seveda tukaj zdaj recimo na področju raziskav na litij-žveplovih akumulatorjih, kjer sta odzali 2 evropska projekta, 12 milijonov evrov denarja. Povpraševanje po električnih vozilih je pogojeno z energijsko gostoto baterij in dosegom vozila, poudarja Dominko, pa tudi z našo miselnostjo. Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu posavskih občin v sodelovanju s policijsko upravo Novo mesto na Rejslendu Krško pred začetkom motoristične sezone pripravijo akcijo Motorist. To je dan odprtih vrat oziroma brezplačni spretnostni preizkus in predavanja o varnem motociklizmu. Letos je 10 let od odprtja poligona, ki so ga od prvih začetkov precej povečali in tehnološko nadgradili. Izvajajo tečaje za mlade voznike in za izbris kazenskih točk ter ostala usposabljanja po dogovoru. Akcija Motorist je bila 8. Bili smo pa res, da prvi v Sloveniji, ki smo s tem začeli, in sicer na osnovi rezultatov, ko se je 2006 poligon odprl, smo videli, da ta poligon ima en vpliv, to se pravi na stanje, predvsem na smrtne žrtve pri motoristih v Posavju. Motorist sem že več kot 20 let. Kadar imam možnost, se udeležim takih izobraževanj, zaradi tega, ker vedno se zve kaj novega, tudi stvari, ki jih že vem, se jih malo svežim in je koristno. V bistvu priporočam vsem motoristom, da se udeležijo takih akcij. Dobrih nasvetov ni nikdar preveč. O poznavanju motorja je zelo pomembna tudi oprema oziroma obleka motorista. Jaz bi priporočil, da najprej pred nakupom motorja bi si mogel vsak pregledati opremo, nabaviti opremo, ker šele potem seveda za motor seveda so kar cene kar lepe in na koncu zmanjka za opremo, ki je pa najbolj pomembna. V Sloveniji je 5 poligonov varne vožnje postavljenih z zasebnim denarjem in vsi imajo težave z zagotavljanjem ustrezne zasedenosti. Lastnik Rejslenda je zato upravičeno zaskrbljen nad poskusom, da bi na nekdanjem dirkališču Gaj pri letališču Cerklje ob Krki obrambno ministrstvo zgradilo še en podoben poligon. Temu nasprotujejo tudi krajani okoliških vasi združeni v civilno pobudo. O aktualni problematiki bodo razpravljali prihodnji torek. V nadaljevanju novic tedna bomo med drugim govorili o 150-letnici humanosti na Slovenskem, izmenjavi oblačil v Šmarjeti in 44. tednu cvička.
V Gradcu v Beli krajini v dvorani, kjer je leta 1944 ponovno zaživel Rdeči križ Slovenije, so na Mednarodni dan Rdečega križa pripravili okroglo mizo in z njo začeli praznovanje 150-letnice delovanja Rdečega križa na Slovenskem. V 150-letni zgodovini se je marsikaj spremenilo. Načela in cilji Rdečega križa pa so ostali enaki, so poudarili na uvodni slovesnosti. Vloga Rdečega križa se ni spremenila. Mi smo vedno tukaj, kjer je treba pomagati. To se pravi, kjer so stiske, kjer so težave, znamo prisluhniti in znamo tudi pomagati reševati. Skozi številne družbene spremembe in izzive ter spremenjene okoliščine je Slovenski Rdeči križ ostal zvest tradiciji in se uspešno prilagajal izzivom časa, so ocenili udeleženci okrogle mize, zbrani vseh koncev Slovenije. Govorci so svojim znanjem in izkušnjami prepletali zgodovino, sedanjost in prihodnost Slovenskega Rdečega križa, humanitarne organizacije, ki danes povezuje 14 tisoč prostovoljcev. Prav zaradi razvejane mreže predanih prostovoljcev, ki so vedno pripravljeni pomagati, je Rdeči križ učinkovita, zaupanja vredna organizacija. Njen pomen pa je neprecenljiv, so poudarili. Pomembno je to, da je Rdeči križ organizacija, ki pride v vse pore našega življenja, to se pravi do vsake vasice, do vsakega krajana in beleži probleme, ki tam nastajajo in jih pomaga tudi reševati. Z včerajšnjim dogodkom pa se je začel tudi tradicionalni teden Rdečega križa, kar pomeni, da so na vseh poštnih enotah, Slovenski železnici in avtobusnih postajah začeli s prodajo 3 milijonov doplačilnih znamk in 25 tisoč doplačilnih vozovnic v vrednosti 17 centov. In sredstva, ki se bodo zbrala v tednu Rdečega križa, bodo namenjena na eni strani tako za nadaljnje nemoteno delovanje 56 območnih združenj, 887 krajevnih organizacij po vsej Sloveniji in predvsem zato, da pomagamo čim večjemu številu tistih, ki so pomoči v danem trenutku potrebni. Lani so v tednu Rdečega križa zbrali več kot 415 tisoč evrov, ki so jih namenili za humanitarne dejavnosti na nacionalni in lokalni ravni. Na seji sveta regije Posavje so zamenjali vodstvo tega organa. Radeškega župana Tomaža Režuna je na čelu za 1 leto nasledil sevniški župan Srečko Ocvirk. Prva naloga je uskladitev občin glede vsebine sporazuma o medsebojnem sodelovanju z Zagrebško županijo pri projektih Interreg. Sporazum naj bi podpisali julija. Posavje tako na svoj način rešuje neažurnost države glede možnosti črpanja evropskih sredstev. Tukaj ministrstva nekako ne sledijo potrebam lokalnih skupnosti ali jih celo ne poznajo, vendar tukaj naša partnerstva so široka in pričakujem, da se bodo še razširila tudi v okviru prihodnih aktivnosti, tudi v okviru Dneva Save oziroma sestanka Savske komisije v Sevnici, ki bo 6. in 7. junija. Posavci upajo, da se bo letos le odprla dinamika črpanja sredstev iz nove finančne perspektive. Ker so nove smernice za sofinanciranje projektov popolnoma drugačne od prejšnjih, bo možnosti za črpanje teh sredstev težje izluščiti. To smo se odločili, da se bomo razpisom posvetili bolj intenzivno in zato smo ustanovili poseben oddelek, ki se ukvarja veliko bolj strokovno in podrobno s samimi razpisi, z organizacijo razpisov oziroma z organizacijo priprav na razpise. V Brežicah so tako imenovano Evropsko pisarno oblikovali že lani in bili uspešni na 2 razpisih, v Sevnici so se tega dela lotili v zavodu KŠTM. Manjše občine pa bodo strokovno pomoč iskale pri regijski razvojni agenciji. Po vzoru nekaterih uspešno izvedenih tovrstnih projektov v drugih slovenskih mestih so se izmenjave oblačil lotile tudi članice Šmarješkega društva podeželskih žensk. Že pogled na kupe zbranih, še vedno povsem uporabnih oblačil razodene, da se je zamisel nadvse dobro prijela tudi v Šmarjeti. Podeželske žene so se izmenjave oblačil, ki morajo biti čista in ohranjena, lotile v želji pomagati tistim, ki si nakupa novih, pogosto predragih oblačil ne morejo privoščiti. Zato je tudi namen tega, da se prinese rabljene obleke, da se pomaga tistim, ki se jih ne morejo privoščiti, ali pa da se zamenja s tem namenom, jaz tebi, ti meni, ali pa komu drugemu, ki je pomoči potreben. Na izmenjavi lahko vsakdo najde kaj primernega zase, saj je izbira pestra.
Večina obiskovalcev oblačila sicer podari, a je ob našem obisku marsikateri kos našel novega uporabnika. Izberejo se lahko vse, kar si srce poželi, od čevelj do obutve, otroško oblačila, žensko oblačila, moško oblačila, zimske garderobe, tudi neke poletne garderobe, skratka vse se najde. Izmenjavo oblačil so članice društva oplemenitile še z dobrodelno noto. Oblačila, ki jih danes ne bojo ljudje, ki bojo prišli in jih ne bojo odnesli in bojo ostala na koncu, se bojo podarile dobrodelni organizaciji Rdeči križ ali pa Varni hiši, da pridejo prav tistim, ki resnično pomoč to potrebujejo. Ker se je plemenita zamisel v kraju dobro prijela, nameravajo z izmenjavo oblačil nadaljevati tudi v prihodnje. Nameravamo nadaljevati, sicer smo se nekako pogovarjali, da bi mogoče spet v nekje jeseni enkrat to naredili, ko se malo zimska garderoba pa letna garderoba zamenjata. Obiskovalci lahko oblačila, ki so bila drugim bodisi premajhna, bodisi nekoristna, vzamejo, tudi če na menjavo pridejo le iz radovednosti. 23-letna Anja Zamida iz Srednje vasi pri Semiču, študentka Ljubljanske fakultete za družbene vede, je do pred enim letom živela dokaj normalno življenje. Lani pa so ji ob zdravljenju meningitisa z magnetno resonanco odkrili cisto na pienalni žlezi v središču možganov, ki je spremenila življenje. Zdaj pa v vsej Sloveniji prirejajo dobrodelne koncerte za zbiranje sredstev za njeno operacijo v Nemčiji. Kot pravi Anja, je več kot 2-centimetrska cista že tako velika, da utesnjuje pomembne kanale za delovanje človeka, zato jo je treba čim prej odstraniti. Povzroča je namreč vse več težav, ki pa trajajo že od otroštva. Začeli so se s to kronično utrujenostjo, brez energije, sem konstantno, ampak potem se je to vse slabšalo in zdaj zaenkrat čutim glavobole, ki niso sicer toliko izraziti, kakor je recimo vrtoglavica pa moten vid. Motijo svetloba, bolijo jo oči, čuti pritisk v glavi, prihaja do slabosti in bruhanja, bolijo jo mišice, zazna tudi hormonske težave, saj cista uravnava pomembna hormona. Nevrokirurgi v Ljubljani so ji zaradi velikosti ciste svetovali operacijo, pravi Anja. Če se sem malo poveča, zaprete kanal, kjer se ta likvor, možganska tekočina pretaka in če se to zgodi, je najhujš, pride do smrti lahko. Zato je Anja raziskala možnosti in ugotovila, da obstaja manj invazivna metoda. Odločila se je za operacijo v Nemčiji, za kar pa potrebuje približno 25.000 evrov. 3. junija jo že čaka poseg. Pomagajo ji številni posamezniki, društva in podjetja. Novi dobrodelni dogodki pa že sledijo. V Mostopičah, tukaj v športni dvorani, bo v soboto 8. zvečer koncert, potem v nedeljo bo v Semiču, v kulturnem centru ob 6. Potem bo tudi v soboto zvečer v pivnici Jaz na Šentrupert. 22. maja pa po koncertu v Šentjerneju. Mi manjka še kar veliko denarja, smo že nekje na polovici oziroma čez polovico in srčno upam, da bodo ljudje pomagali in prišli, se zabavali ob tem, tako da jim s tem tudi pomagali. To je dogodek desetletja v Trebnjem. Priča smo enemu najlepših tednov cvička do sedaj. Trebanjska cvičkarija je res nekaj posebnega. Takšne in podobne čestitke so ob zaključku 44. tedna cvička deževale z vseh koncev. Vsaj za en konec tedna pa je Trebnje postalo vinogradniška prestolnica Slovenije. Nehvaležno je izpostaviti vse vrhunce, ki so se zvrstili v teh 3 dneh. Med njim je zagotovo povorka vinogradniških društev, ki se je udeležilo skoraj 1500 vinarjev iz 32 društev. Okronali so novega kralja cvička, Franca Medleta iz dolenjega Suhodola nad Brusnicami, ki uspeh pripisuje največ je od lege, vinograda ali pa od kletarjenja. Jaz sem imel srečo, da sem tu uspel, vsak se pa trudi, da bi to dosegel. Kralj seveda potrebuje svojo princeso. 18. cvičkova princesa je postala Anja Mrhar iz vinogradniško-turističnega društva Čatež pod Zaplazom. Čutki so res nepopisni, še zaenkrat ne dojemam, kaj se dogaja, ampak mislim, da bo prišlo za mano. Tako da, res super. Mislim, da bom svoja mandat odpravila, kar se da, najboljši. Razglasili so tudi novo ambasadorja cvička, človeka, ki veliko naredita za promocijo cvička in njegovo širšo prepoznavnost. Očitno je uspelo v vseh teh letih, odkar smo zakon naredili, cviček dvigati na višji nivo. To me veseli, če so se spomnili, je tudi prav, jaz pa vsak dan vem, kaj
kaj je treba narediti za to, da bi ohranili ta nivo. Mislim, da je Cviček ima eno pravo zgodbo, ki daje Dolenjski svoj značaj in tudi dejansko je ta ljubezen, duša, srce Dolenjske je ugrajena prav v Cvičku. In zato se ga splača na nek način negovati, spoštovati. V Trebnje je priromalo zelo veliko ljudi z vseh koncev Slovenije, kar je največja nagrada za organizatorje. Nisem pričakoval, da tako množico ljudi in bom rekel tako vzdušje, tako pozitivno energijo. Seveda, govorili smo o tem, da je današnji dan, se pravi te dni tedna Cvička, tudi poklon vsem, ki delajo na zemlji in ki iz zemlje pridobivajo plodove. Cviček je kot ljudska pesem, izrastel je iz ljudi in prav gotovo je takšen moral nastati, ker je nastal pod temi pogoji klimatskimi, okoljskimi in je tudi živa stvar. Prav gotovo Cviček pred 100 leti ni bil takšen, kot je danes, ker živi tako kot ljudje. Tako kot je slika krasa teran, je slika Dolenjske Cviček, pravi Akše. Tudi v prihodnjem letu bo teden Cvička gostoval v drugem kraju, kot najverjetnejši gostitelj pa se omenja občina Šentjernej. Občina Šentjernej ima poleg cvička in petelina med najbolj prepoznavnimi znaki konja. Znana je njihova več kot 100-letna tradicija prirejanja kasaških dirk na hipodromu, tamkajšnji klub za konjski šport pa je lani obeležil 130-letnico delovanja. Povabili so na prve letošnje dirke. Število članov kluba se povečuje, zdaj jih je približno 115, tekmovalnih konj je 35, vseh po dobrih 100. Po letošnjih 3 dirkah imajo že 2 prvi mesti. Včeraj je zmagal Borut Antončič, njegov konj pa je bil najhitrejši še v dirki voznic. Prijetno pa je z drugim mestom presenetil Rok Bregar s prvim štartom na dirki. Celo zimo smo fajn delali in evo, uspeh imamo tle, rezultati. Ja, treba kar biti tako razporedno, hrana, treningi, uprema biti. Cilj novega vodstva kluba je, da bi bili tekmovalci še naprej uspešni in da bi se na dirke množično vrnili gledalci. Ja, najprej smo, je bilo potrebno saniranje stanja kluba, to zdaj uspešno delamo. Hkrati smo se poenotili v klubu, tako da smo zmanjšali transportije in da sedaj vsi sodelujemo in pri pripravi dirk. Imamo pomladek in testo, ampak mi smo bili prej bolj amaterji, pa bolj testo. Zdaj bi pa vsi ti mladi fantje, mlade dekleta, uspeh pa ne pride takoj. Kasaško tradicijo bo tudi v prihodnje podpirala občina. Je polno idej, ampak vse je to povezano z ogromnimi stroški vlaganji. Bolj gre v to smer, da bi bil to kot športni objekt še za več drugih stvari, da se poleg konjeniškega športa dogajajo še kakšne druge aktivnosti. S ciljem, da hipodrom živi skozi vse leto. Tako so denimo včeraj otrokom ponudili možnost ježeli picancev Kobilarne Hosta. Najlepši dogodki so takrat, ko jih imate s kom deliti. Ostanite v družbi televizije Vaš kanal še naprej. Srečno!